Lepo pozdravljeni v kulturni oddaji, za katero se lahko zgodi, da bo nasploh zadnja. Zakaj? Na letošnjem kulturnem razpisu nam strokovna komisija za njeno izvedbo ni namreč namenila niti evra. Niti za mesečno kulturno oddajo, niti za oddajo o alternativni glasbi Grom, za načrtovane 4 portrete medvoških ustvarjalcev pa nam je odobrila borih 500 evrov, kar ni dostojno sofinansiranje niti enega. Zato razmišljamo, da bi se tudi tem sredstvom odpovedali. Današnja kulturna oddaja pa sicer začenjamo z dolgom iz pretekle oddaje, z reportažo s premiere nove veselo igre s petjem Naročeni ženin v izvedbi gledališke skupine Pod svobodnim soncem Kuda Oton Župančič Sora, pod režisersko taktirko Irene Svoljšak. Sicer smo imeli namen počakati na kakšno novo ponovitev, ker pa je res vse zelo v zraku, že tokrat sorški izziv, da tudi tisti igralci, ki sicer ne pojejo, to storijo tudi na odru. In komentar po 3 dneh razprodane predstave? Komentar je super. Veselo igro s petjem je pred več kot pol stoletja spisal Miha Kunavar, uglasbil pa Maurici Slatnar, organist v župniji Smlednik med letoma 1920 in 1950. Režiserka, domačinka Irena Svoljšak, zaposlena je sicer v ljubljanski operi in baletu, ga je našla v arhivu sorške gledališke skupine Pod svobodnim soncem, ga malce priredila in ideja o postavitvi veselo igre s petjem na sorški oder je kar nekaj časa tlela, saj pomeni prav zaradi petja svojevrsten izziv. Verjetno je bilo to, pa ne samo zame, verjetno za vse je bilo to najtežje, da je bilo treba zraven še pet, da smo mogli razmišljati, da moraš pojeti še en komad za pet, da moraš, ne vem, še zimprovizirati takrat, kaj boš počel, a boš sam sedel, a boš hodil okoli, kaj boš delal, tako da mislim, da je bilo to najtežje za vse, no. Petje meni osebno recimo ne dela tako problemov, čeprav problem nastane potem, ko moraš nekaj govoriti oziroma moraš potem še zraven zapeti, ne, to je pa tudi. Bil je pa tudi en velik izziv, no, kako boš s tem petjem? Ne, petje ne. To imam izkušnje še iz folklore, pa iz teh vod, tako da petje nobenih problemov ni predstavljalo. Je bila tale vloga pisana vam na kožo? Ja, čist ne, zato ker ne pojem. Zdaj Irena je pa rekla, da bo treba pet in jaz s takmo grlom ga imam, si sploh ne predstavljam, kva bo, ki se v to meni pozdravil. To bo sam še pel. Glasbeno priredbo so sicer igralci vnaprej posneli v studiu, vendar tudi na odru poskrbeli za odlično interpretacijo. Spet smo imeli debitante, ne. Se pravi, ljudi, ki so bili prvič na odru, malo smo slutili, da znamo tudi pet, no. Zato sem se tudi poslužila mogoče malo studija, pa da sami na sebe v bistvu pojo, ne, da je mi lažje. Ker če bi se poslužila kakšnega raznega orkestra od spodaj, pa bi bil kar prehud zelo gaj, pa mislim, če si profesionalni teatri to dovoli, da si lahko tudi mi vzor, tako da. Na tem odru pa res prav prvič, zaenkrat. No, zdaj že 3-krat. In kako se počutite na temle odru? Mislim, da je ekipa fenomenalna, režiserka je pa sploh najboljša, s katerokoli sem sodeloval do zdaj. Irena kot režiserka? Ja, zmeraj odlična, zmeraj očitno bo odlična. Kjerokoli do zdaj je tle postavila Soro na oder, je ratala, zmeraj smo bili pohvaljeni. Tako bom rekla, na vaje bom kar pustila primer. Ona zmeraj prav, uživaj. In kaj je rekla Irena po premieri? Super ste, ampak tam si pa še tole pozabil, tam drugače smo se tako zmenili. Mislim, jaz nikoli nisem zadovoljna, ampak klobuk z glave, v redu so.
In vsebina veselo igre, preprosta. Županova žena prek Potovke Špele išče moža za svojo hči. Župan pa prav tako prek Potovke Špele išče kupca za svojo kobilico. In zaplet. Preprosta zamenjava. Županova žena sprejme kupca kobilice. Pa ne zamerite, če vprašam, kaj pa da ste prva za jesti? Je čisto se okraja. No, takle nad praznikom se pa tudi kakšnega pohana nabran. Pohana ste rekli? Ja, kaj se pa čutite? No, pa tudi kakšen koš dobre postice ima rada. Potice? Seveda. Pa kakšen kozarč dobrega vinčka rada. To rada. Vina! Seveda, kjerega pa ne. No, pa prostora imate dosta, če bi se zmenili, da vnaša. Tis pa kar brez skrbi sem že vse poskrbo. Štalo sem že tako pregrabil. Štalo? Župan pa namesto kupca kobilice sprejme bodočega zeta in nikomur ni več čisto nič jasno. Da si ne bo nič hudega, tudi stradala ne bo. O, se ni razvajena. Zato boš pa tudi dobil zmeraj, malo koruze pa otrok. Ko si pa tudi cvrka pa potice ne bo manjkal, veste, imamo pa mlin. Cvrka pa potice? Čista potrata. Takšna potrata, no, če ima človek enega rad, pa se ne bi dal za enega. Že, vse. Veste, pri nas nismo stiskači, čofridna, pa zadev. To vem, da bo. Ta bo potrnila, ker je za prave pasme. Tudi bič zapoje. Ne, oče, to pa ne. Z bičem jo pa ne bom. Veste, rad jo imam. Na rokah jo bom nosil. Na rokah jo bom. Vaša vloga vam pisana na kožo? Ja, malo me je bilo treba nastaviti nekako, da sem bil bolj, kako bi temu rekel, štorast, pač sramežljiv štorast, da sem lahko odigral. Malo je trajalo, ampak smo jo osvojili. Ja. Najbrž se ne bi čisto nič zmotila, če bi rekla, da je bila tale vloga pisana tebi na kožo. Ja, to čisto vsak prav, ki je prišel do zdaj gleda, tudi vse, ne vem, moje sodelavke, prijatelji, sorodniki, pravijo, da je bila to vloga, ki mi bolj pisana na kožo ne bi mogla biti, da taka res sem v privat življenju, tako da to tako je. V bistvu sploh ni bilo velikega izziva. Lahko sem se obnašala kot doma. Hčera, mama, prepir, tak in drugačen, sploh kar se fantov tiče, a ne, tam imamo pa mame sploh mečken, včasih malo preveč besede, včasih pa malo premalo. Kaj pa delalo največ problemov? Ja, zdaj tle kar nič več. Zdaj človek se malo navadi, pa to, pa všeč mi je bilo, ker smo jo hitro, to je bilo koliko dobre 2 meseca, pa smo jo naredili, da nismo kvačkali pa. Zaigrali in zapeli so še Ema Dobošek v vlogi Potovke Špele, Lado Vidmar v vlogi Francetovega očeta, Frančišek Jamnik v vlogi posestnika in trgovca Čobrana, Uroš Medar v vlogi Čobranovega sina Janka, Vlado Ščavničar v vlogi županovega soseda in kovača Joža, Vanja Viler v vlogi Kovačeve žene Tone, Tomaž Dobnikar in Luka Kozjek v vlogi Kovačevih sinov Stanka in Anžeta in Klavdija Gorjanc v vlogi Kovačeve hčere in Ankine najboljši prijateljice Minke. In glede na to, da je bil sedaj izziv še petje, kaj bo sedaj izziv? Ja, to smo pa že razmišljali. No, razmišljamo o bodoče, ne vem, nadgradnje že skoraj ni več, če še živ orkester pripeljemo. Ampak recimo, da bomo spet kaj lepega naredili. Lepo pomeni komedija ali greste kdaj tudi ven iz komedije? Jaz osebno kot režiser moram reči, da se sploh še nisem poizkusila v kakšnih resnih zadevah. Bi bil zame osebno to izziv, ampak jaz mislim, da publika sama že zdaj verjetno ve, kaj pride gledati, če v Sori nekaj je in zato imamo verjetno tudi tak obisk. Ne? Kaj pa igravci? Tragedije ali komedije? Ja, ne, komedije. Skoraj da, ne vem, si ne predstavljam, da sploh kakšno tragedijo špila.
Hudoton Župančič Core je sicer na letošnjem kulturnem razpisu, res da so bili rezultati javni včeraj na 1. aprila dan, za delovanje gledališke skupine vseh pevskih, glasbenih in folklornih zasedb, likovne sekcije in za vse projekte dobil samo dobrih 17 000 evrov. Zato lahko mirno zaključimo, da je zmagovalec letošnjega razpisa, najbrž težko verjamete, ampak Kuc Bilje, ki za delovanje svojih sekcij in projekte prejme več kot 22 000 evrov. Žal je razen likovnih sekcij delo drugih sekcij skoraj da nezaznavno v medvoškem prostoru. Strokovni sodelavec razpisne komisije je še vedno predsednik Kuc Bilje, Franc Cegnar, zato se že veselimo njegovih pojasnil. Je pa zato povsem brez finančne podpore ostala likovna dejavnost medvoških upokojencev. Društvo upokojencev Medvode, predvsem njen ženski del, je bil v zadnjih mesecih zelo aktiven. V januarju smo obiskali ustvarjalno delavnico izdelovanja drobnih izdelkov iz filca. Konec februarja je sledila otvoritev razstave ročnih del z modno revijo. Marca ob materinskem dnevu pa so v društvenih prostorih pripravili odprtje slikarske razstave članic likovne sekcije Društva upokojencev Medvode. Konec januarja smo obiskali sekcijo ročnih del Društva upokojencev Medvode. Prizadevne članice pod vodstvom Majde Tratar so pričele z delavnico izdelovanja izdelkov iz filca. Nastale so torbice in domiselni etuiji za očala in mobilne telefone. Prvo idejo sem dobila, ko sem za darilo dobila tako darilno vrečko iz filca, drugo idejo oziroma odločila sem se za delavnico, pa ker sem šla na sejem ročnih del v Italijo in tam je bilo čudovitih stvari iz filca, nepregledna množica, prekrasnih stvari iz filca. No. Izdelava manjše darilne torbice iz filca z drobnimi detajli traja tako od 2 do 4 ur. Za njeno izdelavo potrebujemo filc, sukanec, škarje, ravnilo in modne dodatke. Kateri izdelek ste do sedaj že izdelala? Do zdaj imam to torbico, mislim, taka prisrčna, mečkena izdelek za take drobne stvari. Konec februarja je Društvo upokojencev Medvode v knjižnici pripravilo že 3. razstavo ročnih del z naslovom Spet nekaj novega. Klasičnim pletenim in kvačkanim izdelkom so dodale še izdelke ustvarjalnih delavnic, tako da so ustvarile celovito modno ponudbo. Članice sekcije ročnih del so prikazale izdelke in modne dodatke, ki so jih izdelale v jesensko-zimskih mesecih, to je od septembra do februarja. Naša stalnica je pletenje in kvačkanje, to že 30 let, to delamo vedno. Potem pa smo vključili v razstavo delavnice. Na teh delavnicah smo se pa učili polstenja, rišelje tehnike, šivanja iz filca, potem v knjižnici je bila novoletna delavnica novoletne voščilnice, pa tudi nova stvar, kvačkanje ogrlic. Letošnja novost je bila tudi mala modna revija izdelanih pletenin in modnih dodatkov. Manekenke so bile gospe, ki so jim bila modna oblačila tudi namenjena. Malo smo hoteli popestriti kulturni program in otvoritev, ne? In smo si zamislili, da pokažemo, da delamo za recimo že gospe v letih, pa za gospe, pa za gospodične, pa za majhne gospodične in letos še za 4-nožne gospodične. Nam lahko opišete, kako ste pravzaprav nastopila na modni reviji? Ja, v redu. Jaz sem se v mladosti s tem ukvarjala, tako da mi je zdaj malo lažje, ne? Tudi zaradi treme in vsega. Katere izdelke pa so spletle gospe v sekciji? Tole tuniko je spletla Jelka, tole kravato sem spletla sama, potem kapo in nič druga. Mesec marec je v celoti posvečen ženskam. V začetku meseca z 8. marcem, mednarodnim dnevom žena, konec meseca pa 25. marca z materinskim dnevom. Ja, pri nas v Društvu upokojencev Medvode itak ženske prevladujejo, no.
vsaj razmerje med ženskimi in moškimi člani je 2/3 žensk, 1/3 moških. Zdaj malo gre to tudi na ta račun, da ženske v povprečju dlje živimo. Zdaj seveda se pa združujemo, to je že znano, v različnih krožkih in tale krožek slikarstva se vedno bolj povezuje tudi z ustvarjalnimi delavnicami in ročnimi deli in velikokrat skupaj nastopajo. Slikarsko razstavo so pripravile 3 članice likovne sekcije. Tukaj smo predstavili slike, ki so nastale v tem študijskem letu. Predvsem bi izpostavila tihožitje, to je bil ena ne nova tehnika, ampak v bistvu nov pristop. Zato, ker vsak slikar se sprašuje, kako sploh začeti sliko, na kakšen način, kako jo končati, in je treba v bistvu teh pristopov malo več preizkusiti, potem si pa vsak slikar izbere tistega, ki mu najbolj ustreza. V vsakem študijskem letu mentorica poskrbi tudi za likovno izobraževanje in nadgradnjo slikarske tehnike. So ubadali tudi, kako tihožitje sploh postaviti, na kaj je biti treba pozoren, na oblike, barve, da pač že tihožitje, ko ga ti pogledaš, da že nekako funkcionira kompozicija in to in potem je lažje prenesti pač na slikarsko površino. Tako da zdaj pristop je bil tak, da smo naredili eno podslikavo, tako temno, svetlo, hladno, in potem so počasi nanašale barve, jačale barve pa oblike. In pol v bistvu nekak rezultat bi rekla, da so bolj mehki prehodi, bolj na sigurno grejo in pol tudi lažje končajo, zaključijo sliko, ker nekako malo bolj funkcionira. Da ne popravljajo, ampak v bistvu počasi dodajajo. Slike naslikane v tem študijskem letu so predstavile 3 članice likovne sekcije, Fani Stritar, Anka Hribernik in Marija Krašna. Po besedah mentorice se slikarke med seboj razlikujejo, tako po postopkih in tudi po motivih, ki jih rade slikajo. Fani Stritar, ona zelo rada portrete slika. Tukaj moraš biti precej natančen, imeti en občutek za detajle, pa eno veliko mero potrpežljivosti. Ona začne tako, da v bistvu najprej nariše svinčnikom motiv in potem počasi plast za plastjo nanaša barve. Ozadje ponavadi pusti tako enakomerno, zato da je vsa pozornost pol na portretu. Slika predstavlja mojo sestro, ko sem ji podarila za obletnico, okroglo obletnico. Anka Hribernik, ona pa najrajši slika rože v njihovem naravnem okolju. Ona ima spet malo drugačen pristop, v bistvu dela mokro v mokro, rečemo. To se pravi, da v bistvu ne plasti barv, ampak nanaša barvo poleg barve in te barve so še mokre in pol isto pač učinek je tak, da so isto mehki prehodi. Tukaj pa recimo slikar ne sme nekih detajlov slikati, ne more spuščati te detajle. V glavnem se ravnam bolj po naravi, rada imam pač naravo, rože in se pol tudi pojavijo take slikce. Meni so všeč tele rožice, zvončki, teloh, ker je pomlad, drugače pa tudi tale tihožitje, ki smo pač imeli zdaj izziv. Marija Krašna, ona pa najrajši krajine slika na tak en tradicionalen način. V bistvu tako, da zelo pomembna je ta zračna perspektiva, da tisto, kar je spredaj, je bolj intenzivne barve, bolj take sončne barve so, več detajlov, bolj grobi nanosi, v bistvu grobi pastozni nanosi, zadaj, ki se pa pač prostorno modeljuje, so pa bolj sivkasti toni, mehki prehodi, pa brez detajlov. Na tej razstavi sem se predstavila s tem vinogradom, pa zimsko idilo, pa tele rože.
Še ostajamo pri medvoških ustvarjalkah. Od konca februarja do začetka marca so bile v Šišenski galeriji Foton razstavljene slike naše občanke Emine Đukić. Gre za sklop fotografij združenih v samostojno razstavo pod naslovom Breme svobode. Tako nosi naslov tudi knjiga Breme svobode, v kateri so zbrane fotografije z omenjene razstave. Prikazujejo njeno avtobiografsko zgodbo in razmišljanja o življenjskih prelomnicah. Posamezno poglavje je na začetku opremljeno z avtoričinim razmišljanjem v angleškem jeziku. Sklop fotografij Breme svobode je nastal kot zaključek dveletnega podiplomskega študija na Akademiji za likovno umetnost v Bratislavi. Zaradi angleških uvodnikov je knjiga dostopna tudi bralcem izven naših meja. Izšla je v nakladi 300 izvodov, vsak izvod je podpisan in oštevilčen. Vizualne komunikacije so v bistvu prišle zato, ker se ni dalo v Sloveniji študirati fotografijo takrat. Jaz sem se vpisovala na akademijo 2001 in takrat v Sloveniji ni obstajal študij fotografije. Bi bilo treba iti v tujino, kar je bilo tudi tako malo težko za tiste čase, in potem sem nekako naletela na likovno akademijo v Ljubljani. In nekaj najbližjega temu, kar me je zanimalo, so bile vizualne komunikacije, in ko sem naredila sprejemce, se je odprl nov svet. Ne vem, če znam čisto dobro odgovoriti. To je preprosto nekaj, kar čutiš, nekaj, kar začutiš v sebi. Sem se s tem medijem srečala nekje na koncu osnovne šole, začetek srednje šole, in me je čisto fascinirala, prevzela. Mogoče to, da je na nek način toliko možnosti v fotografiji, vse lahko poveš, na 1000 različnih načinov jo lahko uporabljaš, 1000 različnih jezikov lahko z njo govoriš. Ne vem, nekako mi je blizu. V zadnjem času predvsem barvna, priznam, da v zadnjem času tudi bistveno bolj analogna, da se vračam nazaj v tehnično zahtevnejše procese, ker rabim neko samoomejitev, ampak da še zmeri mi pa pri temu, čeprav pri analogni fotografiji je zelo hitrejše in lažje delati črno-belo, da se mi zdi, da mi še zmeri ta barva veliko pomeni, da mi nekaj doda, kar bi mi sicer manjkalo. Ampak spet odvisno od tega, kaj, zakaj, kdaj, kako. Je vprašanje tega, kaj povedati, s čim in zakaj povedati, in potem, kaj je tisto orodje, ki ga uporabiš. Za kakšno stvar sigurno je dovolj fotografija s telefonom, ali pa niti ne, da je dovolj, ampak je lahko mogoče čisto zanimiva, pač prinese nekaj novega, prinese to pikslasto realnost. Recimo meni osebno pa paše za neke take malo bolj poglobljene stvari analogna fotografija, srednji format, če bi si lahko finančno privoščila, bi še mogoče velik format, ampak to so že čisto druge dimenzije, kjer se v bistvu z enim posnetkom ukvarjaš mogoče 10 minut, pol ure ali pa še več, se pravi, se moraš upočasniti. Analogna fotografija te definitivno upočasni in se mi zdi, da danes v tem pač hitrem svetu, da mi paše na nek način ta samoomejitev. Ja, zdaj že kar nekaj časa od tega, kar sem pač bila študentka v Ljubljani, sigurno za tisti čas, kot sem rekla, se mi je odprl čisto nov svet. Spoznala sem stvari, ki nisem prej niti pomislila, da obstajajo. Sem bila na začetku zelo navdušena. Pol skozi čas me je pa, skozi proces študija se mi je pa zdelo, da
ne vem, ta majhnost Slovenije se mi zdi, da se pozna čisto na vseh nivojih, ne. In isto je bilo v bistvu na akademiji, ki je vseeno taka mala institucija, se pravi, fotografije se takrat ni dalo študirati, še marsičesa se ni dalo študirati. Tako da je kar mi fajn, no, da sem šla pol ven. Jaz sem tekom študija spoznala svet vizualnih komunikacij in se ukvarjala predvsem z grafičnim oblikovanjem in v tistem času sem potem, tudi po tem, ko sem zaključila svojo prvo resno službo tukaj na TV Medvode, se zaposlila prek študenta na agenciji Pristop in tam sem v bistvu doživljala veliko enega drila, veliko sem se naučila v osnovi, ampak šlo je v bistvu vse za uporabo grafičnega oblikovanja, za uporabo znanja o vizualnih komunikacijah za namene oglaševanja. Se pravi, na nek način, če lahko tako grdo rečem, za pač prodajanje stvari ljudem, ki jih ne potrebujejo. In pač v tistem času, po tem svojem troletnem vajeništvu, ali kako bi temu rekla, na Pristopu, se mi zdi, da sem bila toliko zasičena s to jezo do tega, kako ta cela industrija oglaševalska funkcionira, da sem rabila nek kanal, nek odvod in to je bila diplomska naloga, kjer sem v bistvu na široko analizirala pojav zunanjega oglaševanja oziroma jumbo plakate, koliko je v bistvu ne samo, da je oglaševanje povsod, v časopisih, televizijah, medijih, radiju in tako naprej, še ko stopiš iz hiše, ti butne v glavo tisti plakat, ki ti prodaja ne vem kaj že, kar sigurno ne rabiš. Gre za vizualno onesnaževanje v veliki meri, ne, sploh kadar se pojavlja izven urbanih območij. Ja, je bilo kar drugače v Ljubljani, moram priznati. Predvsem me je fascinirala, koliko je velika šola. Se pravi, če imamo mi tukaj v Ljubljani, dobro, saj zdaj se malo stvari popravljajo, ampak če takrat, ko sem jaz študirala, je bilo 5 oddelkov, jih imajo oni 12. Na vsakem oddelku od njih je tudi doktorska stopnja, se pravi, ti lahko delaš doktorat iz oblikovanja nakita, recimo, ali pa iz oblikovanja stekla. Glede na to, kako mi gledamo na to češko-slovaško, sem bila kar presenečena, koliko je vsaj ta akademski svet pa umetniški študij, koliko so pred nami. Ne vem, ali je to povezano s tem, da so pač enostavno večji, da jih je pač 5 milijonov, hkrati tudi so imeli pač skozi zgodovino, skozi neposreden vpliv iz Prage, kjer je akademija tudi že zelo dolg. V Pragi je recimo fotografija že od leta 1960 naprej. Tako da jaz priznam, da sem bila zelo pozitivno presenečena. Cela magistrska naloga je bila en velik eksperiment. Jaz sem se prej ukvarjala v fotografiji v glavnem s krajino, zelo tako bolj z impresijo. Celo leto je bila ena taka velika negotovost. In potem sem zelo hitro vedela, da vse, kar vem o tem, kaj to bo, je, da bo kaos. Zato sem se potem tudi začela ukvarjati malo s to idejo neomejene ali pa brezmejne svobode, mogoče s katero se tudi kot samozaposlena v kulturi soočam ali pa mogoče s katero se pač moje in mlajše generacije skozi bolj soočajo, s to brezmejno svobodo, kjer lahko vse in si lahko vse, karkoli in kadarkoli. Rabimo okvir, in kaj je zdaj tisti okvir, kako najdeti ta okvir. Tako da sem izhajala na nek način iz sebe, iz svojega življenja, iz svojih izkušenj, hkrati pa v bistvu iskala tudi neke vzporednice v družbi,
Mogoče sem si želela svojo izkušnjo ali pa svojo zgodbo povedati na ta način, da ni to samo moja zgodba, ampak da je v bistvu to pač neka širša, splošnejša zgodba, mogoče pač mlajših generacij. Ja, predvsem korajžo rabiš, da greš od doma. Doma, ko sem študirala doma, tudi sem še živela doma pri starših, ker je bilo pač cenejš, kakor da bi se preselila na svoje, ali pa toliko sem bila blizu, Medvode so toliko blizu Ljubljane, da nisem niti dobila študenta ali pa kaj takega, tako da je bilo vseeno pač malo bolj tako vse skupaj v vati, ne. Ko pa enkrat greš v tujino, moraš pa res vedeti, zakaj greš, pa res, da si to želiš. Tako da kar nekaj korajže je bilo potrebne. Kar se pa tiče mogoče samega poteka procesa študija, je pa tudi težko primerjati zato, ker sem bila zdaj toliko starejša, da sem vse skupaj jemala pač na drugačen način, no. Vedela sem, kaj si želim in kako si želim in v bistvu sem si vzela te 2 leti kot neki izgovor, zato da lahko grem na 2-letni dopust in se ukvarjam s fotografijo zase, ne. Odzivi so zelo zanimivi. Tako, jaz imam afinitete do mogoče nekih znanosti ali pa psevdoznanstvenih pogledov, tako da iz tega mogoče so tudi sociološkega stališča zanimivi odzivi. Recimo starejši ljudje, moj profesor iz Akademije v Ljubljani, ki je star 72, Milan Pajek, mi je rekel, jaz tukaj v tej razstavi, v tej seriji tebe ful najdem. Tebe vidim povsod, to si ti. Ampak sebe pa ne najdem. Sebe pa najdem mogoče samo v kakšnih drobcih, tam v kakšnih tistih krajinah ali pa tako, ne. Dočim ljudje moje generacije ali pa še mlajši ali pa tako tam okrog 30, ne, so mi pa tako rekli, ko so stvar videli, jaz se čistko počutim. Jaz te ful razumem. To je tudi moja zgodba. Tako da se mi zdi, da je v bistvu zelo zanimivo. Tudi po razstavi, po sami otvoritvi so se debate kar odpirale. Smo se zelo v bistvu pogovarjali o tem, ne toliko, tudi malo na začetku jasno v sami razstavi, ampak pol so pa te debate prehajale kar tudi na ta način življenja, ki ga danes živimo, na težave in ovire in bremena, s katerimi se soočamo. Tako da zelo pozitivni odzivi. Jo, to je pa najbolj težko vprašanje. Zelo težko zaradi tega, ker, kakor sem prej rekla, sem se prej ukvarjala z nekim področjem, ki mi je bilo do določene mere bolj sigurno, v katerem sem se počutila varno. Ta projekt mi je pa odprl milijon novih možnosti, ne. Tako da se že kar nekaj časa soočam s tem, kako združiti ta balans med neko varnostjo, da pač nisi non-stop frustriran in v negotovosti, ne. S tem pa, da v bistvu se pa ne omejiš preveč, ne. Tako da, pustimo se presenetiti. Na začetku nepopisan list, ampak takoj, ko dobimo potni list oziroma osebno izkaznico, smo determinirani z družbo, naravo, kulturo, v katero smo se rodili, smo številka. Pol je pa odločitev pač mogoče, s katero se jaz soočam in se soočala v tem projektu, ali je odločitev to, da se moraš pokoriti družbi, ali je odločitev to, da se moraš v družbi upirati, ali je odločitev to, da pač pobegneš in, ne vem, v gozd in se skriješ predvsem. Oziroma, kdaj katero od teh treh, ne. Tako da sigurno se včasih pokorim
sigurno se včasih ali pa velikrat upiram in sigurno mogoče še največkrat pač pobegnem v gozd in si mislim svoje in tako naprej. Črna komedija Joe Ortona Kaj je videl Butler leta 2011. Uprizorjeno dramsko delo Vinka Möderndoorferja Vaje za tesnobo leta 2012. Shakespearov gledališki testament Vihar v začetku leta 2013 in na koncu leta še ljudska veselo igra o ljubezni Simona Goričana Anže Anmicka. Tisti, ki spremljate gledališki oder v naši občini, ste že ugotovili, da govorimo o gledališki skupini Kuda Fofite. In če nadaljujemo v istem slogu, v začetku aprila, natančneje 11. aprila, pa ponovno premiera Ujeti pravi čas. No, ko smo že pri letošnjem kulturnem razpisu, Kud Fofite je za vse sekcije in za projekte, kamor sodi tudi večer filmske glasbe, skupaj prejel drobiž več kot 10 000 evrov. Ta znesek pa je naravnost smešen, če ga na primer primerjamo z zneskom skoraj 7 000 evrov, ki ga za 3 projekte prejme Zvonka Simšič in njen zavod CCC. Tokrat gledališka skupina Kuda Fofite na oder postavlja omnibus enodejank sodobnega leta 1950 rojenega ameriškega pisca dram, libretov in otroške literature Davida Ivesa. Širši svetovni gledališki javnosti je znan predvsem po 20 komičnih enodejankah, 5 od njih so jih zbrali v Kudu Fofite, tistih 5, ki po mnenju režiserja Branka Kraljeviča najbolj odražajo rdečo nit vseh 5. Ujeti pravi čas. V slovenskem gledališkem prostoru, doslej smo zabeležili 2 uprizoritvi posameznih enodejank, se je pojavil tudi drugačen naslov. Zadet pravi čas ali vse ob pravem času. To je ameriški dramatik, Newyorčan, ki je bil med drugim proglašen za uvrščen med 100 najinteligentnejših Newyorčanov, kar govori o tem, da mu bistrosti in bistroumnosti ne manjka. In to je vnesel tudi v to igro, v to predstavo. Don in ti si Don. Gong! Epčutno, up. Epčutno, ja. Kakao, ti to znaš, kaj? Pravzaprav se ukvarja v teh besedilih z naključjem, kaj pravzaprav lahko nek trenutek v življenju pomeni. Ali ga ujamemo ali ga ne ujamemo in nam lahko s tem, ko ga ujamemo, pravzaprav bistveno spremeni življenje ali pa obrne v neko popolnoma drugo smer. Rdeča nit vsega je pa ravno to, a jim uspe ujeti pravi trenutek, tisti trenutek, ki bo pozitivno vplival na razplet dogajanja v njihovem življenju. 28. Da Vinci Veraj. Stol. Ženski. Vitamin. To, kar smo zdaj delali, je ena izmed teh, kjer je govora o tem, da si neko dekle želi naučiti enega novega jezika, ki je umeten. In ta jezik bi naj prinesel kup rešitev za njeno komplicirano življenje. Stol. Ženski. Vitamin. Profilaksa. Kako se pa reče moški? Aspirin. No, ko smo prvič dobili tekst na mizo in ker je režiser rekel, da bomo pa vse prebrali, sem mislil, da si bom jezik zlomil, ker sploh nisem mogel prebrati. Tako da tisto prepreko smo potem tekom bralnih vaj odpravili. A zdaj se je treba pač še naučiti tega. In ja, sigurno je prepreka, glede na to, da je nek nov jezik, ampak je vse tako logično napisan, da se da najdeti marsikakšno vzporednico ali z temi tujimi jeziki, ki so pač splošno najbolj popularni, ali pa tudi slovenščino. In če uspeš povezati te niti v neko celoto, mislim, da ne bi smel biti problema. Mogoče kakšna prav zanimiva beseda? Recimo dobrodošli, do re mi do sol, kako ste kaj, kokos, kakao, duda, buržuj, magma zelje, pozdravljena, gospodična. Bomo videli. Mislim, drugače, nekaj, kar itak še nisem probala, tako da izziv. Izziv tegale prizora, mogoče kaj? Jezik? Tudi to, predvsem pa ta jecljanje in ta problem, ki mi ga predstavlja moj jezik. Bo to v celoto povezano, bo to zvenelo res nekomu
nekaj popolnoma tujega. Ampak tekom prizora se bodo pa tudi gledalci naučili del tega jezika in jim bo to postalo tudi zabavno in pravzaprav na to tudi ciljamo. In potem pač v drugi predstavi Opice pač čisti izziv gibanja in usklajevanja tega, da si opica in v bistvu vsem človek, ne, tako da. Še zmeraj lahko na koncu vržeš par vicov, no, samo da boš še enkrat ogrodje zgodbe. Pa misliš, da je to Hamlet? Moram reči, da so vse izziv, ker so vse zelo drugačne, vsaka na drug način. Ne. Razpon je zelo velik od tega, da je prva enodejanka igra moškega in ženske dekleta, kjer skuša moški vzpostaviti kontakt z njo, ampak se mu ta kontakt zmeri znova sesuva in ga znova sestavlja. Rekel, na videz zelo preprosta zgodba, ki pa zanimiva ravno zaradi tega, ker išče pravi trenutek. Do zadnje enodejanke, kjer pa 3 opice nastopajo v vlogi Kafke, Miltona in Swifta, 3 literatov, ki so zaprte v neki kletki in so tam razkazovane publiki, imajo pa eno zelo, zelo zanimivo nalogo, ki jo morajo po navodilu izpolniti. V središče vsake izmed enodejank je tako ali drugače postavljen človek ali pač ne, ujet v vsakdanje odnose in ponavljajoče dogajanje. Sploh se ne zaveda enoličnosti in komičnosti svojega življenja. Ves čas se ponavlja, ves čas išče oziroma bolje čaka na nekaj boljšega, čaka na srečo, čaka na svojih 5 minut, skratka na pravi čas. Jasna stvar, 7 menijev, univerzalni jezik, davno tega, daleč stran in besede. So naslovi 5 enodejank, mi smo bili na vajah 2, v katerih so nastopili Jure Galičič, Taja Vratarič, Johnny Baloni in Andraž Hafner. Pri ostalih 3 enodejankah pa nastopajo še Maša Kavčič, Katja Kutnjak, Monika Jekler in Zvone Nagode, večina njih v večjih vlogah. Rekel skoraj, da tudi sami svoje režiserji. In je ta odgovornost večja, maske padajo in pred nami so bolj razgaljeni, kot so bili v prejšnjih igrah. Slučajno sem pač profesionalec. Če hoče Rosenbaum Hamleta, se bom pač potrudil. Po žanru je ta igra pravzaprav vse. Je komedija, je groteska, je drama. Ena od teh je celo mogoče mal thriller psihološki in tako naprej. Ne smemo pozabiti, da so to postmoderna besedila. Ne. To je sodobna dramatika, ki je sicer pisana v jeziku, ki je komunikativen, ki ga gledalci lahko spremljajo, tudi, bom rekel, tisti manj zahtevni. Ne. Ima pa not elemente, ki dosegajo tudi zelo, zelo zahtevno publiko. Ne. Kar je pa najbolj grozno, je pa to. Jaz se bomo razvili v Rosenbauma. Razvili v Rosenbauma? Ker spomnim se Darwina, ljubica. Bolj smo si podobni kot spodobni. Ne, pravzaprav niso pisane na kožo, zato ker so take kratke, bolj skica, kakor pa vloga, ampak situacije so pa zanimive, ne, in v bistvu igraš neke situacije, ki niso človeško, življenjske, po drugi strani pa zelo spominjajo na samo življenje tako, kot je, ne. Predvsem je odlična skozi proces kreiranja vloge, predvsem odlična, ker se soočamo s stvarmi, ki jih nikoli prej v življenju nismo počela, ne, in to je zelo dobro, ker se v bistvu to, kar je gledališče eni svoji osnovi, je v bistvu prostor za eksperimentiranje, ne, in to ta predstava dopušča. Tako da z tega vidika je zelo, zelo dobro pisana na mojo kožo, z tega vidika, da pa Opic glih ne poznam najbolj, pa ni ravno najboljša, ampak kot sem rekel, izziv je ravno v tem, da naredi stvari, ki še nikoli prej v življenju nisi počel. Mislim, da je največji izziv za mene ta predstava besede, predvsem zaradi tega, ker je fizično naporna, ker si skozi v neki drži, ki ni tvoja, glasovno veliko zahteva, kar je pomeni, da pravzaprav na predstavi bo verjetno drugače, ampak vaje so pa vseeno ponavljanja, večkrat greš skozi in manjka kondicije. Ja, zdaj v tem trenutku se je tekst naučiti, pa narediti vse tako, da bo približno izgledal, kakor more, kakor si je režiser zamislil, oziroma kakor to mi vidimo oziroma občutimo, in seveda, da bojo na koncu gledalci zadovoljni s tem, kar bojo videli. In kako naj bi mi napisali Hamleta? Še niti tega ne vemo, kaj je to Hamlet.
Ta predstava v bistvu nagovarja vse, ki imajo radi gledališče, zaradi tega, ker prvič to sestavljena iz 5 enodejank, ki so žanrsko, situacijsko zelo različne, hkrati pa raziskuje ali pa kaže glih moč gledališča, da spregovori tudi o situacijah, ki niso čisto realistične ali pa so celo daleč od realizma, ampak prav take situacije nam pa dajo možnost, da pogledamo sami vase. Ujeti pravi trenutek. Ste s to predstavo ujeli pravi trenutek v zgodovini, recimo v tem razvoju Kuda Fafite? Zdaj, eno od vprašanj, ki jih postavlja ta igra, je to, da bi bilo krasno, če bi lahko načrtno ujel pravi trenutek, ne. Vsi ti pravi trenutki se zgodijo po nekih nerazložljivih naključjih, logikah, skratka zgodijo se po sistemu, ki mu običajno rečemo sreča, naključje, usoda, Bog, eno od teh metafizičnih oblik razlage našega življenja in to velja tudi za to predstavo. Mogoče bo ta predstava ujela pravi trenutek. Želimo si, da bi ga, ne, to sigurno. In večina njih ali večina nas smo tako obsedeni s čakanjem na srečno življenje, da pozabimo življenje dejansko živeti. Nekateri sploh do konca življenja. Na kulturnem razpisu pa, saj ne verjame v čudeže, niti ne kandidira več baletna šola Stevens. Kot že večkrat rečeno, letošnja sezona v baletni šoli Stevens je nadvse plodna. In obeta se še nadvse obetajoče nadaljevanje že ta konec tedna. Namreč odhaja skupina 12 balerin, starih od 14 do 18 let, vse pleše od svojega 6. leta dalje na plesni Sussex festival v Anglijo. V nedeljo se bodo predstavile s točko, tema in variacije v koreografiji Andrewa Stevensa, ki takole mimogrede prihaja prav iz teh krajev. Obiskali smo jih v nedeljo na zadnji skupinski vaji v Vita centru v Naklu, kjer je delno primeren oder, po velikosti vsaj približno podoben tistemu tekmovalnemu odru v Angliji. Povabilo za samo tekmovanje v Sussexu smo prejeli od predsednice Žoklen, ki je bila lanske v žiriji za našo izbirno tekmovanje. Sama je poudarila, da imamo zelo močno, kvalitetno baletno skupino in se želi, da pridemo kot gostje na tekmovanje. Ja, skupaj sa Nena, mi dva sva odločila, da baletna skupina se služi iti nekam. Prvič sodelujemo na Sussex Festival, ker nekaj takšnega žal mi je, da sploh nimamo v Sloveniji. Organizacijska pot tazgale tekmovanja je v bistvu, koliko hitro se znajdeš. To je pri nas Andy, ki gre takoj, ko zvemo za kakšno tako stvar na računalnik in prebije tudi kakšen dan cel, da najde najbolj realno pot. Hitrejši si, EasyJeti so, prej si boljše. Tako da večinoma poti financirajo dekleta sama, starši. Znajdemo se tudi za prenočišča, se pravi, Andy je tlele mojster, kar se tega tiče.
Klasični glasba od Čajkovski in kot koreograf delam na neoklasični način in punci iz skupine hodijo že več let, da imajo znanje pa tehnike, da lahko postavim, se mi zdi, koreografij, da je dosti zanimivo. Kostumi za samo tekmovanje so iz našega fundusa, ki ga imamo doma, ker žal sponzorstva nimamo. Pripomoremo s svojimi močmi, ki imajo lahkotna krila, ki bojo šle seveda v kovčka. To je prva stvar, ne moramo si prvošiti nekih večjih kostumov. Mislim, da bojo zelo elegantne. Potrudili smo se in se vedno potrudimo, da so lepo sfrizirane, oblečene in to je že tudi prvi vtis sami žiriji velik. Je tako, seveda sem imel izobrazovanje iz Anglije, pa tam imamo več šole, več privat šole in tam se mi zdi, da učenci grejo malo več na odru, kot mi v Sloveniji, naprimer. In verjetno moj okus za koreografiji je klasičen, tradicionalen. Verjetno mi smo bolj tradicionalni iz Anglije, ne vem. Moja prva beseda za moje dekleta, ki plešejo, ne samo moja, pravim moja, ker so v bistvu moja, ker delamo skoraj 24 ur skupaj, pridna so. Balet imajo rade in jaz pravim, balet moraš imeti rad, če hočeš plesati na takem nivoju, kot so one zdajle. One so željne nastopov, videti druge skupine, ki plešajo, željne potovati, jeti nekam v tujino, ker tega pri nas ni. Nažalost, za balet takih motivacijskih tekmovanj, nastopov tega ni. Jaz kot koreograf delam na, kako se reče, na geometrički način in formacija, pa da, pogled, če imam 12 punce, da lahko plešejo skupaj, je bolj zanimivo kot kakšen solo, ker mislim, za gledalce je tudi zanimivo. Jaz pravim, da so nam ogromen ponos. Meni je hudo samo to, da mogoče drugi tega ne vidijo. Mi vidimo, ker če nas primerjajo z ostalimi, vidijo, kako močni smo. In hvaležna sem, da tako dolgo vztrajajo dekleta pri teh letih, da imajo tako voljo, tak zanos, da plešejo. Poglej, moramo začeti pa končati in poklon je zelo pomembno, ker na koncu gledališče je tako, mi imamo zavese, da gledalci vidijo od začetek do konca in mora biti čist fino, da nič privatnega na odru. Prihodnost teh deklet vidijo one same najbolj. Vedno me bojo povprašale, vedno sem odkrita in realen svet odprem, vidijo pa same, ker so same okusile sprejemne izpite in audicije in vidijo, kam vse to pripelje. In večina jih reče, pri nas se pleše, pri nas so predstave, pri nas se dela.
V vikendu pred materinskim dnevom so v Smledniku pripravili krajšo predstavo, namenjeno vsem staršem, predvsem mamicam. Tokrat je mlajša gledališka skupina Kuda Smlednik pod vodstvom Katje Hočevar in Urbana Pipana sodelovala z Osnovno šolo Smlednik, Vrtcem Smlednik in Župnijskim otroškim pevskim zborom. Zgodba je govorila o skupini osnovnošolcev, ki so pozabili na materinski dan. Najprej so ideje iskali pri folkloristih iz Osnovne šole Smlednik. Najmlajši so se predstavili s plesno in pevsko točko, nato so se jim pridružili še malo starejši. Z 2 skladbama se je predstavil tudi Župnijski pevski zbor pod vodstvom Agate Malovrh. Največji aplavz pa so poželi otroci iz vrtca, ki so se predstavili s simpatično pesmico in plesom ter nasmejali polno dvorano. No, jaz nisem imela občutka, koliko ljudi bo, ker me zdaj še nekaj časa ni bilo na teh proslavah za materinski dan. Ampak, ko sem prvič sploh v bistvu, ko sem videla tisto nabito dvorano, sem rekla, wow, toliko folka, a bomo imeli mi sploh dosti rožic za vse. Ampak se je izkazalo, da smo jih imeli, no. Odzivi so bili zelo dobri, vsi so govorili, da je bilo res super, da je pač tekla predstava, da so otroci dobro zaigrali, dobro zapeli in zaplesali tudi iz vrtca, kljub temu, da so imeli majčkeno težav, ampak so bili res zelo dobri. Na koncu so člani gledališke skupine prišli do ugotovitve, da bo najbolj primerno darilo kar rožica. Vsak je nato eno odnesel svoji mami v občinstvo, vse ostale pa so jo prejele ob koncu predstave. V Pirničah so pripravili že tradicionalni koncert ob materinskem dnevu, ki je bil, kot je v navadi, dobrodelno obarvan. Že 6. leto zapored je mladinska skupina v sodelovanju s krajevno skupnostjo Pirniče pripravila koncert, na katerem ni manjkalo znanih imen slovenske glasbe. Ja, mi smo samo izvedbo precej zadovoljni. Zbrala se je lepa množica, dvorana je bila skoraj polna. Sprva smo se res bali, da ne bo tako, ker vsi odlašajo do zadnjega trenutka. Ampak, kot sem že rekel, z izvedbo in samim koncertom in samo organizacijo seveda smo bili zelo zadovoljni. Prav vsako leto ga pripravijo s posebnim namenom. Poleg zahvale vsem mamam izvedejo tudi dobrodelno akcijo. Ves izkupiček od prodanih vstopnic so tokrat v znak hvaležnosti in podpore namenili prostovoljnima gasilskima društvoma Zgornje Pirniče in Spodnje Pirniče Vikrče za vrh. Koncert vsako leto postreže z zanimivimi gosti, ki zadovoljujo mnoge glasbene okuse. Tokrat so polno dvorano Kuda Pirniče zabavali Edvin Flisar, Alenka Godec, Naca Junkar ter ansambla Nevihta in Mladi Godci. Zaplesale so balerine domače baletne šole Stevens, z odlomkom iz svoje predstave Hagada pa je nasmejal Gregor Čušin. Celotno prireditev je z nekoliko hudomušnimi zgodbami povezoval Jure Sešek. Na osnovni šoli Simona Jenka v Smledniku se je na zaključnem koncertu območne revije otroških in mladinskih pevskih zborov Ljubljana okolica predstavilo 9 zborov iz naše občine. Gre za vsakoletni dogodek v organizaciji Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, kjer lahko pevski zbori prikažejo osvojeno znanje. Predstavili so se otroški pevski zbori iz osnovnih šol Pirniče, Preska, Medvode in Združeni zbor osnovnih šol Pirniče in Simona Jenka Smlednik, starejši otroški zbor osnovne šole Medvode ter mladinska zbora iz osnovne šole Preska in osnovnih šol Pirniče in Smlednik. Za udeležbo na reviji so predstavniki zborov prejeli tudi priznanja JSKD. V šolskem zboru je fajn prepevati, zato ker prepevajo na proslavah. Potem revija pevskih zborov je sploh praktično največji dogodek pevskega zbora v šolskem letu. Poudarek pa jaz dajem na vokalni tehniki in pa na večglasju.
ker to pri nas je pri otroških pa mladinskih zborih zelo izumirano. Pozna se delo vsakega od zborovodij. Mislim, da so neki nastavki tudi pri nekaterih zborih za zelo kvalitetno petje, nek bo pa treba še mačkan povaditi. Pri otrocih je vedno dovolj potencijala, tako da tukaj mogoče bi pa pri zborovodih ga še malo poiskal. Ja, podobnih prireditev mamam in pomladi v pozdrav je bilo v tem minulem mesecu kar nekaj. Že v prejšnji kulturni oddaji smo predstavili zgoščenko Šelestenje sanj dekliške vokalne skupine Sorške Kresnice, na kateri so zbrale pesmi Preščana Janeza Tometa. Minulo soboto pa so na odru Doma krajanov Sora prepevale pesmi znanih slovenskih izvajalcev narodno-zabavne glasbe. Na odru se jim je pridružil tudi ansambel Marcela in iz Smlednika ter okolice. In današnjo oddajo zaključujemo prav z narodno-zabavnim razpoloženjem. Glede na vse, danes težko rečemo nasvidenje v naslednji kulturni oddaji, zato zgolj adijo. Pevska skupina Sorške Kresnice je s sobotnim koncertom na odru Doma krajanov v Sori poskrbela za zaključek prelepega dne. Po izdaji albuma s pesmimi skladatelja Janeza Tometa so tokratni večer z naslovom Jaz pa ti in najina ljubezen posvetile priredbam narodno-zabavnih viž znanih slovenskih avtorjev. Zelo smo vesele, ker nam je tako zelo lepo uspel. Želeli smo si pričarati ljubezen, povezati med otroško ljubeznijo do spoštovanja ljubezni med starejšimi. Pesmi, napisane za ansambel, je težko prirediti za izvedbo pevske skupine. Dekleta so zato hvaležne svoji mentorici Poloni Kopač Trontelj, ki je poskrbela za brezhibno izvedbo. Smo poslušali na vajah, smo veseli, da je naša umetniška vodja Polona priredila vse te skladbe, je pa tudi povedala, koliko truda je noter vložila, tako da je zelo težko jo prirediti oziroma tudi težko se jo je naučiti. Pevski skupini so se na odru pridružili tudi mladi člani smledniškega narodno-zabavnega ansambla Marcela in, ki so se širni slovenski publiki predstavili zmago na lanskoletnem glasbenem tekmovanju Rakete na planetu. Kljub polni zaposlenosti se je ansambel rade volje pridružil pevski skupini in še dodatno popestril sobotni večer. Fenomenalno je bilo, super. Tale zbor Kresničke super so pele, pa tudi publika je bila odlična. Trenutno se dve njihovi pesmi že vrtita po slovenskih radijskih postajah in javnost jih je zelo dobro sprejela. Marcela pa nam je izdala, da bodo v tem tednu izdali tudi novo pesem. Da nastop ansambla in seveda pevske skupine ni bil monoton, so organizatorji poskrbeli tudi za manjše koreografske vložke, kot je bil na primer nastop člana prostovoljnega gasilskega društva Sora med pesmijo Gasilec moj.